Hej, Katja! Daj mi mir. Kaj delaš? Učim se. Učiš se? Zakaj? Hočem dobiti dobro službo. Daj mi mir. Doktorat ni najboljše jamstvo dobre službe in večina novih podjetnikov propade v manj kot 2 letih. Kaj mladi predlagam je, da si najdejo neko lokalno ali pa mednarodno društvo, ki se povezuje na ven. Pa kaj je s tabo? Očitno bom res moral odpreti SP. Kjerkoli želim dobiti denar za zagon svoje odlične poslovne ideje, zahtevajo od mene ali študentsko napotnico, ali pa da sem samostojni podjetnik. To je sedaj res problem. Pa ti bo uspelo. Konec koncev plačevati boš moral zdravstveno zavarovanje, pa pokojninsko invalidsko zavarovanje. Skratka, vse to, kar ti drugače plačuje delodajalec. Škaj? Jaz sem že to vse preračunal. A res? Poglej. Poglej ta plan. Eko-bio poslovni načrt. Dober dan. Dober dan, prosim. Dober dan. Jaz bi rad ustanovil SP. Se napravim naslova? Ste, izvolite. Na začetku, kaj vse moram imeti? Za samo registracijo potrebujete osebni dokument in vašo davčno številko. To je za začetek vse. Ste lastnik na naslovu, kjer boste vpisali sedež oziroma poslovni naslov SP-ja? Ne, jaz nisem lastnik, je pa moja mama. Ja, v tem primeru vam mora gospa izpolniti eno izjavo, v kateri vam dovoli, da na naslovu, kjer boste imeli poslovni naslov, opravljate poslovno dejavnost oziroma vpišete sedež. Eno izjavo vam lahko tudi kar pripravim oziroma vam jo dam. Kako pa je s tem potrdilom, da nisem davčni dolžnik? V preteklosti smo dejansko zahtevali izdavčne potrdilo, da nimate neporavnanih obveznosti, zdaj pa sami preverimo te podatke, tako da tega več ne potrebujete. Kaj bom še potem potreboval? Mogoče ločen račun na banki? To pa ja, za opravljanje dejavnosti morate imeti obvezno ločen račun, ki ga odprete šele potem, ko vam izdamo sklep o vpisu v poslovni register. Na banki pišem, veste, ker si ne zapomnim. Banka potrebuje matično številko, ki je določena šele na sklepu. Zato potrebujete sklep.
In potem imam podjetje. Potem lahko začnete s poslovanjem. Tako. Ko ste vpisani register, lahko delate. Kako se to sliši enostavno? Ja, to je izjava, ki vam jo mora gospa izpolniti in svoj podpis overiti potem na upravni enoti oziroma pri notarju. To se potem vidiva, ne? Ko boste prinesli torej še ta izpolnjen dokument, se vidiva pa lahko nadaljujeva s postopkom registracije, ne? Hvala. Srečno. Hej! Hej, kako gre ustanavljanje SP-ja? Da bi ti vedela, koliko potrdil potrebuješ, da ustanoviš en SP? 2. V redu, ampak ni pomembno. Od mame moram dobiti dovoljenje, da pri njej doma si uredim pisarno, pa tako je upala, da sem jo znebila. Kot drugo pa ločen račun. Kje da na to naredim? Mogoče pri mesarju? Res, a kaj? Na banki? Točno! Še dobro, da te imam. Ti pa gremo se urediti, zdaj. Andrej? Kaj? Banka je tam. Ja, zračno. Mislim, da mu moram malo pomagati. Kje sem že slišala za te mentorje, ki pomagajo mladim? Letos smo prvič uvedli ta dogodek. To je dvodnevni dogodek, poln različnih delavnic, ki so v prvi vrsti namenjene predvsem izboljšanju kvalitete že obstoječih mentorskih sodelovanj, v drugi vrsti pa tudi potem promociji in še dodatnemu širjenju mentorskega programa, predvsem med mladimi v Sloveniji. Srednja gostja tega dogodka je Američanka Amanda Pušo, ustanoviteljica platforme za žensko podjetništvo Levolik. Ona bo imela delavnice na različne teme, predvsem se nekako posvečamo temu, kako res odkriti svoje želje in potenciale in pač ne samo sanjati o tem, kaj bi želeli v življenju početi, ampak tudi bomo konkretno delali akcijski načrt, kako uresničiti svoje želje. I am an entrepreneur from California and New York in the United States, and I started a women's networking company called Levo League, and Levo is Latin for elevate, and we bring together young professional women, companies that want to hire them, and then mentors to give them advice in their career search. We're in 26 cities and we're rapidly expanding and we're coming to Europe now, so that's really exciting for us. And then we have a ton of mentors, and one of the unique things we do is that anyone can log on to Levo and they can ask these mentors a question through technology. Torej sama ideja mentorstva, da starejši izkušeni svetujemo mlajšim, se mi zdela izredno zanimiva, zato sem se odločila, da se vključim v ta program, ne glede, da kot predavatelj delam to na nek način po službeni dolžnosti. Pred pol leta sem dobila svojo mentoriranko, ki je trenutno v programu My Dream Job v Nemčiji. To pomeni, da 4 dni dela, en dan hodi na usposabljanje, zato se najno mentorstvo odvija kar preko Skypa. Se mi pa zdi izjemno pomembno, da mentori svoje izkušnje, znanja, kakorkoli delimo z mlajšimi in obratno, tudi mi se od njih ogromno naučimo. Dobar dan. Zdravo. Jaz iščem eno predavanje, kjer bi se naj naučili, kako ustanoviti podjetje, pa... Ste ga našli? Sem ga našla? Tako, smo v bistvu tik pred začetkom. Aha. Ste pa prva gostja. O, super. In o čem bo danes predavanje? V bistvu ustanovitev podjetja. In kaj vse rabi mlad in perspektiven podjetnik? Za začetek dobro idejo, potem nekaj podjetniškega znanja, se pravi, kako to idejo realizirati, treba je raziskati trg, treba v bistvu narediti nek test produkta,
Potem pa lahko že počasi, ko vidi, da pač je ideja smiselna, lahko pa že ustanovi podjetje. Jaz sem tole predavanje pa tudi vas našla preko spletne strani. Kaj vse pa ponujate? Pa mi v bistvu se ukvarjamo svetujemo mladim, predvsem mladim, tudi mladim po podjetniškem stažu, ne samo po starosti, kako v bistvu ustanoviti podjetje. Se pravi, osnovne informacije o tem, kako pravzaprav pridobiti idejo, kako iz ideje narediti produkt in kako potem ta produkt tržiti v svojem podjetju. Moj kolega sedaj pravkar ustanavlja podjetje in sedaj misli, da bo svojo skrivnostno idejo brez problema uspel na trgu. Kakšne so možnosti? Odvisno od njega, odvisno od tega, kakšno ekipo bo zbral okoli sebe, pa seveda tudi ideje. Ja, nič, hvala lepa, potem pa bom si jaz malo ogledala tole vaše predavanje in da vidim, kaj se bo zgodilo in kaj se ponujate. Upam, da vam bo ok. Kako to, da ste prišla na predavanje o mladih podjetnikih? Imate kakšno dobro podjetniško idejo? Ja, imamo idejo. Sam že kar nekaj časa ukvarjam s tem, sem tudi v startup šole, Kovniku, tako da dodatno znanje pač vedno prav pride. Ja, pritegnil me je ta razpis delavnica, rad nabiram novo znanje, imam že nekaj podjetniških izkušenj, ampak vsako dodatno znanje prav pride. Kako daleč je sedaj vajen razvoj? Začelo smo, mislim na začetku smo, ampak danes pa da vidimo še dodatne stvari pa informacije, da dobimo, ne, ampak... Samo na začetku še. Ja, imamo namen, no, roko koliko 3 mesecev, pa rečemo okvirno, da bi znalo že biti. Pa je možno v Sloveniji sedaj uspeti kot podjetnik v teh časih? Ja, seveda, ne, sej časi so vedno taki, da predstavljajo določen izziv, tako da kjerkoli si, karkoli počneš, vedno lahko uspeš, če imaš neko koristno idejo, pa če si vztrajen in fokusiran. Slišala sem, da ste vi tista, ki ste v prejšnjem letu osvojili naziv najmlade podjetnice. Kako pa prideš do takšnega naziva? Prijaviti se je treba, še prej pa treba trdo delati. Brez trdega dela, bom rekla, pač se danes se nikoli nikamor ne pride. Kaj pa praktično počnete? Pomoč podjetjem pri pridobivanju povratnih, nepovratnih sredstev. Trenutno v bistvu smo prisotni Italija, Slovenija, Hrvaška, tako da pokrivamo 3 trge. Bom rekla, ko podjetje potrebuje finance za investicije, za raziskave, razvoj, smo mi tisti prvi korak ponavadi. Kaj svetujete mladim podjetnikom, ki komaj začenjajo svojo pot? Kako lahko uspejo v Sloveniji? Bom rekla, ena dobra ideja, je pa težko v tem trenutku zaradi tega, ker vsi me recimo sprašujejo, kje dobiti finance, kako začeti. To je najtežje. Tudi določeni skladi, ki pomagajo startupom, je pa na začetku najtežje, ampak moraš delati, pa verjeti svojo idejo, pa gre. Mami, zdravo. Zdravo, kaj je? Kaj kuhaš lepega? Dobro zgledaš danes, veš? Rižoto s korenčkom, z enim mladičem, takim Veš kaj, rabim en podpis, zato da bom imel podjetje na tem naslovu. Kaj boš imel? Firmo, podjetje. Na tem naslovu? Ja. Po moji smrti, nič prej. Daj no, glej. Ne pride v poštev? Glej, rabim, no, ker za mojo idejo, veš. Ni šans, len si, ko fuksa smrdi od tebe, niti tuširaš se, ne, nič ne popraviš, nisi zlikal, prihajaš domov v polnoči, spiš do 10, ni šans. Razen, ali lahko zaračunam najemnino? Se bo nekaj dogovorila, ne? Nekaj malega. Ne, malega pa ne. Ja, v redu, potem pa ja. No, naj ti bo. Adijo. Adijo. Hej! O, zdravo. Tebe bo vsod polno? Ja, veš, delam, tako je, ne? In, si že vse uredil? Ne, grem sami sprintak k notarju, da mi overi ta podpis mami in potem bo, glej, podjetje bo tukaj. Zakaj pa ne greš raje na upravno enoto? Tam je poceni, pa zelo hitro boš opravil. Točno, grem jaz. Andrej? Kaj? Tista stran. Ja. Andrej? Ja? Kje pa imaš mamo?
Točno mamo rabim, joj! Vidiš, jaz rabim Katjo, da mi pove, da rabim mamo, da lahko odprem podjetje. Kaj jaz brez Katje? Jaz sem imel priliko videti zelo podoben projekt na Nizozemskem, kjer je bilo fascinantno, kako recimo ljudje, ki so na robu obupa, uspejo in so pol super podjetniki. Operacija namreč mladim visoko izobraženim omogoča, da 5 mesecev pod strokovnim vodstvom in s pomočjo mentorjev razvijajo in uresničujejo svojo poslovno zamisel ter jo na koncu tudi uspešno predstavijo ter seveda prodajo. Mi tukaj pripravljamo domačo figovo marmelado. Iz Krasa smo sicer. Kot vidite, so fige čisto kraške, oziroma te fige so mirska figa. Se pravi, avtohtona slovenska sorta fig in tukaj lahko poskusite na domačem kruhu. To je le del moje poslovne ideje. Na Kopah imamo že sedaj šolo smučanja, deskanja in zdaj širimo to dejavnost tudi v letno sezono. Želimo postaviti adrenalinsko-pustolovski park in ena od teh postaj, recimo športna postaja, je tudi disc golf igrišče. In ta koš tukaj predstavlja pač prav to. Imamo polžje dirke, to je moja poslovna podjetniška ideja, ki jo razvijam, tako da iz tega smo naredili atrakcijo danes. Super polžji, super dirka, vsaka regija se je izbrala svojega polža, s katerim tekmuje. Poslovna ideja je polžja reja, to so polžji za prehrano, za kozmetiko in pa seveda tudi za zdravstvo. No, pa mi dve z Gini smo še tukaj, mi imamo pa poslovno pasijo idejo. In sicer naš program Fit s psom ponuja rekreacijo z psom, potem turistične programe oziroma programe za počitnice z psom in pa izobraževanje, na katerih izobražujemo tudi trenerje za izvajanje telovadbe Fit mit Hund, ki jo tudi mi dve ponujava. Kot smo se lahko prepričali, mladim Slovencem ne manjka ne podjetnosti in ne dobrih idej. Z optimizmom pa v prihodnost zrejo tudi strokovnjaki, a brez sprememb pomiselnosti žal ne bo šlo. Moje spoznanje, da tam, kjer recimo učijo podjetništvo, je, da je potrebno ljudi, ki bojo prevzeli odgovornost za to, da bojo zaposlovali ljudi, naučiti tega, da je prvo zaposlen, se pravi prvo so ljudje, potem je šele kapital na vrsti. Kapital je seveda sredstvo, če je pa cilj, je pa to grozna zadeva. Jaz sem imel priliko prevantrati celo Evropo. Pogoje, ki jih ima Slovenija, nima nobena država v Evropi. Poglej, kaj vse sem našla za tebe. Če se odločiš, da odpreš SP, imaš možnost, da se prijaviš na kup brezplačnih izobraževanj, obstajajo potem tudi mentori, ki pomagajo mladim podjetnikom. Skratka, kup možnosti imaš. Tako da, izvoli. Hvala. In vso srečo. Hvala. Gledko, si samo sprem. Ej,